Živijo punce, evo, prvi videz je tukaj, tole smo naredili, oziroma sem naredila jaz. Gre dejansko za videz, po katerem sama jaz osebno največkrat posežem, tako da prevladujejo, kot vidite, tople barve, natur odtenki in ja, primeren videz je tako čez dan, kot tudi za kakšno malo bolj posebno priložnost. In če ti je všeč, glej naprej, da vidiš, kako sem ga naredila. Najprej bom nanesla na obraz vlažilno kremo od Aphrodite, Make It Beautiful. In kar krema naredi, je, da mi bo navlažila celotno kožo in pa naredila eno tako predpripravo za make-up. Na vrsti je primer. Primer bo zaščitil mojo kožo pred ličili in pa tale konkretno Make Up Forever HD naredi tako lesketajočo kožo. Nanesem ga pa tako kot kremo. Na vrsti je podlaga. Jaz bom uporabila od Make Up Forever HD podlago v odtenku 153 in nanesla jo bom s čopičem za podlago, pa ne bom nič suhoparila, 4 pumpice, zato ker moja koža danes ni preveč dobra, ne zgleda dobro. Mozoličke rdečice ne maram, zato jo bom prekrila z konsilerjem. Ne vem, kakšna je tvoja koža, ampak jaz imam mastno do mešano mastno kožo, tako da pač puder v prahu je nekaj, čemur se jaz osebno ne moram izogniti. Od Isadore Perfect Loose Powder je tist go-to, ki ga imam jaz osebno najrajš v odtenku 03 Velvet Sand. Kar pa naredim je pa malo tegale prahca. Tresam takole v tole škatlico oziroma posodo. In pa s čopičem za puder v prahu. Se takole potapkam, malo tresam, če je preveč, in se skoncentriram na C območje. Torej čelo, nosek, brada. Na vrsti so obrvi punce. Jaz bom danes uporabila od Benefita tale Bar Tool in sicer pride z gelom in pa prahcom. Danes bom s čopičem vzela malo tegale prahca in zapolnila moje obrvi. Ok, punce, gremo na oči. Naslednji korak, torej predpriprava, in sicer od Art Decoja Eyeshadow Base in s čopičkom bom nanesla po celotni zgornji veki in spodnji veki primer. Ok, učki bojo danes v naravnih odtenkih in tale paleta, v bistvu sem si jo sestavila čist sama, po svojem okusu. Noter so 4 senčke, Art Deco ima to opcijo, skratka, da si kupaš takole škatlico, dobiš jo z ogledalom in pa potem si noter daš tiste odtenke, ki jih mogoče največkrat uporabljaš ali pa so ti najljubši. Tole so moji 4. Danes bomo uporabljali toleta svetlo, zlatkasto, čudovito barvo, potem tale nugat in pa čokoladen odtenk. In šli bomo od notranjega kotička veke k zunanjemu, v tem vrstnem redu. Začnimo. Tole zlato dam skoncentrirano v kotiček in pa nekje do polovice zgornje veke. Z drugim čopičem, s čopičem za pregib, torej v naši očesni gubi, bom vzela svetlejši odtenek rjave, torej tale nugat odtenek, in fokus bo na tem drugem delu veke, na pregibu, torej zunanji kotiček. Grem čist mogoče malenkost višje, torej kar malo gor proti obrvi, ampak ne preveč, saj meni ni všeč, če je preveč. In pa tretji odtenek, torej najtemnejši v tejle moji paleti, številkice bom tudi navedla spodaj, tako da si boste lahko pogledali, če vam bo kakšen še posebej všeč. In tole gre zdaj v čist zunanji kotiček, takole malo ob rasti trapalnic in pa malo podaljšam zadevo. Malo na ven.
tako kot en kataj, ketaj, ja. Ok, in pa zabrišem vse, kar naredim, v veko. Zdaj, senčke so gor, seveda pa, da zabrišemo čisto vse, oziroma da se bo to vse skupaj zlil v eno, uporabim čopič za bris in grem takole z rahlimi gibi od zunanjega dela veke proti notranji polovički. Ampak samo do polovice. Tle, kjer imamo zlato, ne vlečemo. Na spodnjo veko prav tako s tem najsvetlejšim odtenkom in pa s takim malo bolj ravnim čopičem nanesem v notranji kotiček in pa do polovice veke najsvetlejšo barvo. Potem pa z še bolj ravnim čopičem najtemnejši odtenek nanesemo na drugo polovico spodnje veke. Ok, tukaj bi lahko čisto komot končala in nanesla maskaro, videz bi bil čisto luškan, še en lip gloss na usta in smo pripravljeni, da gremo. Ampak jaz sem rada učke malo poudarjene še dodatno in zato bom tudi danes uporabila eyeliner. Superliner od L'Oreala je tisti pripomoček, s katerim to dosežem. Torej, malo bolj odprt pogled in pa s tem tudi malo bolj seksi učke. Ne bom pretiravala, zato danes bo tole čist. V bistvu delam ene take majčkene črtice in jih med sabo povezujem. Je pa fajn, da se začne v notranjem kotičku veke ta črta zelo tanka, torej da je zelo tanka in potem bolj, ko gremo ven, debelejša postaja, ampak ne predebela. Eyeliner sem naredila in še za tisto ekstra pikco na i bom dodala 2 plasti maskare. In tudi spodnja veka, oziroma spodnje trapalence. Všeč mi je, kako odpre uček. Ok, na lička danes ne bom nanesla rdečila, bom pa uporabila bronzer, ker delamo take zlate, tople tone, tako da bo služil kot rdečilo, hkrati pa tudi malo bom definirala svoje ličence. Za tisto piko na i, da se pa malo posvetimo, oziroma da se posvetimo na pravih mestih, pa jaz rada dodam highlighter oziroma osvetljevalec po slovensko. Od Essenca So Glow je trenutno moj najljubši in to naredim kar s prstom. Na prst, na kazalec in v bistvu ga dam takole na čist vrhnji del ličk in pa ta isti So Glow od Essenca dam še pod lok svojih obrvi. Jaz sem rada svoja usta vedno navlažena in zato bom tudi zdaj jih navlažila z labelom in sicer tole je Lip Butter, vanilija in makadamija in okus je punce zelo super, zelo super. In to je tudi kot predpriprava. Zdaj, če bomo želeli šminkico, lahko gremo k šminkici, ampak ker sem se jaz fokusirala danes na učke, mislim, da šminke ni potrebno dati na naše ustance oziroma na moje ustance, tako da bo en lip glossek čisto dovolj. Ok, punce, tole je končen videz, upam, da ti je všeč, če ti je, stisni en like za vzpodbudo in ja, narodi se tudi na naš kanal, zato ker pripravljamo še ogromno enih video vsebin, tako da boš na tekočem, takoj, ko bo seveda naslednji video objavljen. Drugače pa, če imaš kakršnekoli predloge, komentarje v zvezi s čimerkoli, od ličil, make-upa, tudi mogoče kako bi lahko še kaj dodatno izboljšali ali pa kaj bi rada ti osebno videla, daj nam sporoči, ker bomo zelo veseli, bom prebrala in seveda tudi upoštevala. To je zaenkrat vse in se gledamo kmalu.